Spoštovani, najprej sporočilo režiji, da očitno nismo na zvezi. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa seveda prisrčen pozdrav iz Domžalskega športnega parka, kjer je pred nami tekma 33. kroga v prvi ligi Telemach med Radomljami in Muro. Gre za soseda na lestvici, ki jo zdaj vidite tudi na vaših zaslonih. Radomljani, ki so danes seveda domačini, trenutno na 8. mestu, drugi kot in ponovno izvajalec Gordič. Tokrat boljši predložek in dvignili so roke domači nogometaši, pa očitno vendarle brez zadetka. Meni se je zdelo, kot da je žoga končala v vratih, potem pa počakali bomo počasni posnetek s kartonom pri Muri, Gordič pri Radomljanih. Mura zdaj v nevarnem napadu, podaja proti Muriču, pa Jošt Pišek do strela in točno po sredini vrat v naročje sama Pridgarja. Gnjatič začenja proti napad Mlinarjev, Pogačar skozi sredino, zdaj pa podaja na desno proti Davidoviču. Davidovič, nevarno je zdaj, Davidovič pred vrata, odbija Strajnar, Gordič pa Malenšek strelja, Sano je zadev, skače Kukovec, strelja z glavo in na koncu Strajnar. Spet Vizinger iz avta, visoko je skočil Malenšek, brez težav so se obranili tule Mlinarji. Cipot, še enkrat do žoge, kaj Cipot, pa potem Antolin, Jularđija, Vizinger ima priložnost na drugi vratnici, je bil Domjan, ki pa je malce zamudil. Vprašanje, če je tle Vizinger pravzaprav podajal ali je šlo za neposredni strel. Zukić, Gnjatič zdaj s predložkom, Sadriju v skoku, potem Vizinger, pa Cipot. Vukasovič, še en napad za Mlinarje, Malenšek lepo je našel Davidoviča, ki je sprožil, Sadriju je posredoval, potem pa padec v kazenskem prostoru, ni zapiskal 11 metrovke, Novarlič na koncu prekršek v korist Mure. Pričakovano sta zdaj Antič in Kovačič Novarliča pozvala, da si tole ogleda, in mislim, da ni nobenega dvoma o tem, kar sledi. Po ogledu počasnega posnetka je jasno, sicer nobene namere, tudi posebej nevarno ni bilo. Davidovič je pravzaprav žogo pošiljal ven iz kazenskega prostora, ampak tole je udarec in to v predel kolena. Poglejte, na polno. Jasno, Pišek je želel zadeti žogo, toda Davidoviča je umaknil, Pišek pa potem res na polno v Davidoviča in jasno je bilo, kaj se bo tule zgodilo. Zdaj bomo videli, če sledi tudi morda rumeni karton za Piška. Kukovec, mislim, da celo prvič v tej sezoni izvaja najstrožjo kazen, potem ko je prejšnjo, če se ne motim, zapravil Malenšek za Mlinarje. Iz oči v oči, Kukovec je dobil znak, Kukovec ali Strajnar, Nino Kukovec, zanesljiv je Nino Kukovec in Radomljani od 62. minute vodijo z 1-0, 7. gol Kukovca v tej sezoni. In od tega trenutka naprej pa mislim, da bomo zdaj vendarle gledali nekoliko drugačno tekmo. Zdaj bodo Muraši tisti, ki se bodo enostavno tule morali odpreti, zaigrati bolj angažirano. V nasprotnem primeru bodo zdrsnili celo na 8. mesto prvenstvene lestvice. Mislim, da bo Milojevič igral bolj spredaj. Tule zdaj poizkuša Martinčič, kako je se sprehodil zdaj skozi obrambo Mure in zadev za 2-0. Jaša Martinčič, na to sem opozoril, je nogometaš s potezo več, igralec, ki zna zabiti. 72. minuta, Martinčič kmalu po vstopu, Radomljani so zdaj zadeli celo z igralcem manj, kajti Ognjen Gnjatič se še ni vrnil na igrišče, še vedno ne, mislim, da Gnjatič ne bo mogel nadaljevati, ampak takole, poglejte, Martinčič skozi gostujočo obrambo, enostavno precej hitrejši od Sane in Mlinarja. Delo
proti izjemno razpoloženemu Kopru. Tole je zdaj sicer priložnost, ki jo je imel Vizinger, ampak samo kot na koncu za Muro. Gordič, krasna podaja proti Davidoviću, tule je izpadel Sadriju. Davidović na oddaljeno vratnico, izkazal se je Strajnar, zdaj je Martinčič je bil na drugi vratnici. Tole je zdaj priložnost za Maroša pred vrati, na koncu pa je poslal žogo visoko čez gol sama Pridgarja. Jaka Domjan, tokrat se ni šlo po željah Mure, 0-2, na koncu rezultat v prvem polčasu relativno zaspana tekma, v drugem polčasu se je vse skupaj tempo se je nekoliko dvignil, ampak vam ni uspelo zadeti. Kako ste videli tekmo? Tekmo smo šli dokaj slabo. Mislim, da pa drugi polčas, ko smo začeli malo igrati, ko smo prevzeli pobudo, bi jaz rekel, to ti nesrečni penal z tega gol, pa potem tudi psihološko malo padli, tako da škoda, ker mislim, da bi to tekmo lahko drugače odigrali, tako da glave gor pa drugo tekmo. V tej tekmi se je pokazalo, da je mladi dobite kar precej priložnosti, vi ste mlad napadalec, kako gledate na vse skupaj, verjetno ste kot mladenič zadovoljni, da dobivate toliko minutaže? Sigurno, da kot mlad igralec si želiš minut, si želiš tekem, da dobiš na izkušnjah. Tako si jih tudi jaz in pa tudi vsi mladi fanti, ki so tu. Hvaležen sem trenerju za priložnost, vsem v klubu, tako da dokler koli bom tu, bom dal svoj maksimum za grb, ker mislim, da si klub to zasluži in to je to. Jaka, hvala in srečno. Hvala vam, srečno. Ivan Kortešič, tokrat se ni išlo, zgubili ste z 0-2. Prvi polčas je imel zelo malo priložnosti, tako strani Radomelj kot z vaše strani, v drugem polčasu pa se je tempo malo dvignil, ampak za Muro je bilo to danes premalo. Kako ste vi videli tekmo? Mislim da smo prvo polovreme onako odigrali ispod svakog kriterijuma. Ušli smo loše utakmicu, loše smo delovali utakmici bez energije, bez te želje neke, bez te volje. To je nešto što smo tražili, što smo insistirali. Nismo to dobili prvo polovreme, imali smo sreće da nismo kažnjeni, da nismo primili neki gol već u prvom polovremenu. U poluvremenu smo probali da napravimo neke zamene i to je donelo neki rezultat, neki boljitak na terenu. Tih prvih nekih 15-20 minuta gdje smo možda i imali jedini deo utakmice gdje smo dobro odigrali, gdje smo imali i 2 zicera da povedemo. Smo primili taj gol iz penala, opet neka naša nesmotrenost, dešava se i jednostavno utakmica je krenula u nekom drugom smeru. Čestitao bih Radomlju na zasluženoj pobedi. Nama je ovo, da kažem, nešto za nauk, da se pogledamo, da vidimo gdje smo, šta smo. Možda nešto što nam govori dosta i šta ćemo i kako ćemo dalje. Ovo nije nivo koji nama treba i jednostavno toga smo svi svjesni sigurno u klubu i moramo mnogo bolje, imamo još 3 kola do kraja, moramo probamo da dignemo glavu. Ne mogu ništa zameriti momcima, mislim da su dali maksimum, da daju maksimum, ali to jednostavno nije dovoljno. Znači jednostavno mora da bude mnogo bolja i to je to. Ste pogrešali to energijo, to željo po rezultatu, po 0-2 je bilo še 20 minut do konca tekme. Zdelo se je, kot da igralci nimajo prave želje. Kako ste vi videli ta del? Ja bih vam rekao onako iskreno, pošto ja sam neko ko je iskren, mislim da mi nemamo fiziku. Nije to problem do želje. Mislim da mi nemamo fiziku, da mi ne možemo da pratimo ovaj ritam, ni ovaj ritam, a ovaj ritam za mene nije ritam fudbala ozbiljnog, nije ritam utakmice, onako dosta mrtva utakmica po meni, gde taj ritam bi onako trebalo da mi to pratimo lagano, mi imamo probleme sa tim. Mi smo i prošlu utakmicu igrali i igramo na način na koji igramo baš iz toga što ja mislim da mi ne možemo da pratimo ritam. To je naš najveći problem trenutno, tu sad nema popravke na 3 kola do kraja i to je veliki problem za nas, ali mi se s tim borimo, mi koristimo sve igrače koje imamo. Naravno da sada već dajemo veću šansu i mladim igračima u ekipi, moramo da napravimo selekciju, da se okrenemo polako već, da iskoristimo ove 3 utakmice najbolje što možemo da se pripremimo za sledeću sezonu. Jer ovako kako je, očigledno je da nije dobro i da mora da bude drugačije da bi nama bilo bolje sledeće sezone. Imamo sreće što smo sklopom tih okolnosti na utakmici Nafta i Brava ostali u ligi zvanično i to je možda, ne znam, možda je uticalo na igrače da malo odigraju drugačije. Ja smatram da to nije u redu i da ako je to bilo zbog toga da to jednostavno nije profesionalizam koji nama treba. Mura mora da igra sve utakmice do kraja u maksimumu, kogod da igra, koliko god da igra.
ovo danas nije bilo dovoljno, za moj ukus je bilo ispod svakog kriterijuma. Imali smo neki moment, nekih 15 minuta gdje smo ličili na nešto, gdje smo mogli možda damo god da okrenemo utakmicu u nekom drugom pravcu, ali iskreno nismo ni zaslužili onim što smo prikazali na terenu i to moramo da budemo iskreni, da se pogledamo u oči i jednostavno moramo da okrenemo kurs na drugu stranu. Ivan Kurtošič, hvala lepa in srednja. Hvala i vama. Hvala ti. Hvala. Jaša Martinčič, iskrene čestitke za zadetek, iskrene čestitke tudi za zmago. Sedaj praktično najbolj nori scenariji vas pahnejo na 9. mesto v tej ligi, torej praktično je prva liga zagotovljena tudi za drugo leto. Pa me zanima najprej vaš zadetek, kako ste ga vi videli? Ja, definitivno me veseli, da sem lahko znova pomagal ekipi pri zmagi. Najlepše je vstopiti s klopi in v kratkem času zabiti zadetek. Mislim, da se je takrat tudi tekma nekako zlomila do konca. In ja, zelo smo veseli, da smo odnesli spet 3 točke. Sedaj je zagotovo energija še nekoliko boljša pred naslednjo tekmo z Bravom. 3 tekme vas še čakajo v tej sezoni. Je verjetno potem, ko ste v spomladanskem delu doživeli manjši padec forme, ko niso bili rezultati takšni, kot ste si jih želeli, je verjetno sedaj nekoliko lažje. Ja, ta zmaga je definitivno nas približala bolj gornjemu delu lestvice kot spodnjemu. Mi smo se tudi po tistem padcu forme zavedali, da imamo kvaliteto, da smo dobra ekipa. Trenirali smo normalno po planu, zavedali smo se, da bodo prišle te naše tekme in mislim, da smo zdaj v drugem delu tega pomladanskega dela res dobro izkoristili priložnosti na tekmah. Sedaj vas čaka Bravo v gosteh, pred zadnje gostovanje v tej sezoni. Vemo, tudi Bravo je bil v nekoliko slabšem nizu rezultatov, sicer so včeraj premagali Nafto, ampak kljub temu Bravo je pokazal kar konkretno konstanto v tej sezoni. Kaj pričakujete od te tekme? Ne, Bravo ima definitivno super kvalitetno ekipo, zelo dobrega trenerja. Proti njim so tekme vedno težke. Mi bomo seveda šli ponovno na 3 točke. Naš cilj je končati čim više na lestvici na koncu. In mislim, da smo nekako s to današnjo predstavo tudi dobili spet na samozavesti, da nam lahko uspe. Jaša, hvala in srečno v zadnjih 3 krogih. Hvala lepa. Hvala ti. Darjan Slavic, pred tekmo sva govorila, če zmagate, potem ste skoraj da gotovo, sedaj sem med tekmo preračunaval in ugotovil, da teoretično, če bi se po najbolj norem scenariju Domžalam uspelo 4-krat prebiti do zmage, da še potrebujete kakšno točko, ampak mislim, da po tej današnji predstavi, če gledamo strogo na igrišče, da bomo Radomlje tudi drugo leto gledali v prvi ligi. Kaj menite? Pa, jaz sem seveda istega mnenja. Zaslužili smo si obstanek v ligi, konec koncev so 3 ekipe za nami, nista več 2. Ampak ne, vsaka čast, res iskreno skozi celotno sezono, prejšnjemu trenerskem štabu, današnjemu, vsem, ki so bili zraven tega, seveda pa najbolj igralcem od prvega do zadnjega, ki se res dali vse od sebe. Ko je bilo potrebno, smo bili vedno pravi in tudi zdaj se je vse to vrnilo. Danes težka tekma, vedno smo težko nekako prebili Muro. Nekako se je zdaj išlo, tako da jaz mislim, da se je vrnil ves trud. Tisto pa najbolj pomembno, da so igralci verjeli ven drugega med sabo in v to, kaj smo si zadali. Ja, če se vrnemo na današnjo tekmo, nekoliko zaspan prvi polčas, ampak v drugem polčasu se zdi, da so Radomlje zadele ravno takrat, ko je bilo potrebno in da ste nekako relativno mirno pripeljali tekmo do konca. Kako ste vi videli tekmo? Ja, mi smo želeli biti dinamični, ampak Mura z izkušnjami je to nekako so zadevo umirila. Bile so neke lepe situacije, ki bi lahko vodile do kaj več, ampak smo bili premalo tam v zaključku spet konkretni, lepe situacije 1 na 1, tudi v boksu, ampak naše odločitve so trenutno slabše, zato je tudi pomembno, da smo zabili 2 gola, ampak drugi polčas, ok, taka pravim težka tekma, ampak tista enajstmetrovka je potem postavila tehtnico na našo stran. Smo v prida izkoristili tisti moment, tudi dobro bili postavljeni in skontrirali za 2-0 in na koncu mirno pripeljali tekmo koncu. Kako se trener počuti, ko igralec, ki ga pošljete v igro v zelo kratkem času, doseže zadetek? Je verjetno to še neko dodatno zadovoljstvo z vaše strani? Pa ja, mislim, ko smo že večkrat letos, danes je bil to Jaša,
nič, dober občutek, vesel sem za njega. Vemo, kako kvalitete ima in hvala Bogu, da vsako tekmo tako, ko nekdo prije sklopi, da zabije. Tako da ja, še enkrat vse pohvale in čestitke fantom. Dejan Slavic, hvala lepa in srečno na koncu. Hvala. Hvala ti.